1. april je pred vrati in začenja se moj 21-dnevni spomladanski post. Zadnja 2 tedna sta seveda namenjena pripravi, ne le glede hrane, pijače, o tem kdaj drugič, ampak tudi tisti psihični pripravi. Povezana je s spoštovanjem 7 naravnih zakonov in danes vam bom povedala nekaj več o zakonu čiste možnosti. Gre za to, da skušamo brskati in odkriti naš resnični jaz, da se še v večji meri usmerimo vase, si zastavimo vprašanje, kaj pričakujemo od tokratne spomladanske razstropitve telesa in duha, smo manj usmerjeni na svet izven nas, ki ga iz različnih razlogov težko obvladujemo. S tem, ko smo manj usmerjeni na ta zunanji svet, pa tudi pomeni, da dajemo manj pozornosti egu, da odvržemo maske, ki si jih včasih nadenemo in da predvsem delamo in si prizadevamo za čim boljše obvladovanje strahu z različnih področij življenja. Torej, da se nekje dokopljemo do resničnega jaza, da se ne bojimo sprememb, da se ne bojimo kritike in da krepimo našo notranjo moč. Namreč, ko smo sami s seboj v ravnovesju in ko smo dovolj močni, potem lahko pritegnemo to, kar želimo, in to je izredno pomembna popotnica tudi za post, torej da gremo miselno, pravilno naravnani. Kako pa lahko živimo to čisto možnost, kako se torej v praksi lahko pripravimo? Pomembno je, da se vsak dan znotraj 24 ur predamo tišini. Ne pomeni, da moramo ravno v samostan ali med menihe, ampak da najdemo nekaj minut ali morda pol ure zase in ta čas resnično preživimo v tišini sami s seboj. Lahko si pomagamo tudi z meditacijo in zelo pomembno je eno sporočilo, da ne sodimo. To je namreč pot k ustvarjalnosti, da lahko umirimo naš notranji nagovor. Naj vam več povem o tem, kaj pomeni ne soditi. S tem je bil na primer zelo povezan moj prvi poklic, novinarstvo, ko smo, če rečem v žargonu, pametovali, torej to je praviloma klientela najbolj pametnih ljudi, velika večina med njimi ni ravno učeča, seveda povsem vse vedo in zelo radi sodijo. Torej tudi moj izziv je bil zelo velik, da se od tega tovrstnega nadetega poslanstva, temelječega na egu, nekje poslovim. Namreč, ker presojanje in sodba drugih ljudi in drugih dejanj ti jemlje energijo, ki bi jo sicer lahko koristno uporabil za to, da bi utrdil svojo notranjost in pridobil svojo moč. Razlog je preprost. Spremenimo lahko le svoj komunikacijski odziv in svojo reakcijo na situacijo, izgubljamo pa ogromno energije, ko sodimo o drugih dejanjih in drugih ljudeh, na katere dejansko sami ne moremo vplivati. Zakon čiste možnosti že pred postom torej resnično pomeni, da obvladujemo stvari nekje tekoče. Kot pravijo v judu, na primer, pustiti vodi pot. Torej, imamo sicer nek cilj, nismo pa fokusirani na to, kako se mora ta cilj izpeljati. Torej, nismo obremenjeni z absolutnim obvladovanjem stvari, kar je tudi domena ega in seveda razuma. Prepustimo se in pri tem nam seveda pomaga, da se že pred postom bolj povežemo z naravo, da vsak dan dejansko poskušamo tudi v stiku z naravo nekje umiriti svoj notranji nagovor. Torej, prepustiti se zakonu čiste možnosti pomeni to, kar nosi tudi naslov tega portala, prisluhniti si. Da pa lahko prisluhneš sebi, moraš pa velikokrat zakopati v lastno greznico, kar pomeni, da ti zmanjka časa, da bi se ubadal s svetom okoli sebe. No, in v tem sem našla tudi odgovor,
zakaj se malo intelektualcev in malo razmišljujočih ljudi dejansko zavestno napoti v politiko. Zato, ker je politika leglo neke umazane kuhinje, daleč proč od Aristotela in Platona, da bi skrbela za dobrobit in interese ljudi in državljanov. In ljudje, ki krepijo svojo notranjo moč, se na neki točki rasti enostavno niso več pripravljeni mazati z sodbami, z blatenjem in z vsemi negativnimi razmerji in odnosi, ki jih politika, takšno kot pač poznamo, trenutno ponuja večini državljanov na tem evropskem in širšem svetovnem kontinentu. Razstrupi se, prisluhni si, je torej pot, da se razstrupimo ne le kot posamezniki, partnerji v odnosu, ampak tudi kot državljani. Ko bomo prenehali biti žrtve zunanjih nihal, ki nam krojijo življenje in diktirajo naše možnosti in priložnosti, in bomo moč poiskali v sebi, potem bomo močni tudi, ko bomo molčali. Post nam lahko pomaga, da razstrupimo telo in duha. Vsi, ki se mi še niste pridružili na individualnem komunikacijskem treningu za pripravo na začetek spomladanske diete ali spomladanskega posta, to še vedno lahko storite. 10-urni komunikacijski trening za hujšanje, za post poteka na daljavo preko Zooma. Do naslednjega srečanja, ko bom spregovorila o drugem zakonu, ki je zelo pomemben za post in za to, da živimo življenje zvesti sebi, vam želim, da sprejemate čim več dobrih odločitev, takšnih, ki temeljijo na vaši notranji moči in ne na egu, ki vam ga vsiljuje razum in zunanji svet. Srečno!